čeprav je res to ena huda kronična bolezen, srčno popuščanje, ki vedno več ljudi nekje prizadeva, sploh v starosti, imamo vseeno upanje in možnost, da tem bolnikom na njihovi poti pomagamo, da jim odmikamo te težka poslabšanja, pogoste hospitalizacije, smrt in izboljšujemo kvaliteto življenja, če dejansko skupaj pristopimo k, zgodnjemu prepoznavanju bolezni, čimprejšnjemu zdravljenju in vključitvi tudi družbe, da pomaga vsem tem bolnikom in nam, ki delamo na teh področjih, da so izidi čim boljši. Lepo pozdravljeni, Cirila Slemennik-Pušnik. Hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Imamo nekaj vprašanj naših članov in sledilcev naših spletnih strani Društva za srce. In recimo eno tako prvih vprašanj je, kakšne znake srčnega popuščanja vi opažate, s čim bolniki recimo začnejo, kaj so tiste prve stvari, ki jih opazijo, da nekaj ne štima in katere težave so s tem povezane? Ja, lepo pozdravljeni. Res v svoji vsakdanji praksi srečam zelo veliko ljudi z srčnim popuščanjem. Ker delam v bolnišnici, so pri nas najpogostejši znaki dejansko dušenje, slabšanje zmogljivosti, otekanje, ponoči ne morejo spati, ker je težka sapa, morajo imeti dvignjene blazine in seveda neka utrujenost in nemoč, ki jo mogoče pred tem kar nekaj časa, kak mesec, leto dni niso zaznavali, ampak so se prikradle k njim težave. To, kar ste povedali, so kar resne težave. Se pravi, se te težave postopoma začnejo ali kar naenkrat se pojavijo? Ja, vse te težave, znake, ki sem jih naštela, so dejansko povezane z oslabelostjo srca kot srčne mišice. Se pravi, srce kot črpalka ni več zmožno pošiljati po telesu do vseh celic zadostne zaloge kisika, krvi, hranil in se pojavijo pri teh bolnikih te težave. Seveda lahko nastopijo različno. V moji praksi v bolnišnici dostikrat srečamo ljudi, ki imajo, bi rekla, akutno, nenadno nastale te znake srčnega popuščanja. Pri teh je vodeče predvsem dušenje, kašelj, izkašljevanje krvavkaste pene, to je ena izmed najhujših oblik srčnega popuščanja, strokovno rečemo nek pljučni edem, ko nekje voda, tekočina zaliva pljuča. In to so taki akutna stanja, ki privedejo bolnika res zelo hitro v bolnišnico. To štejejo minute, ure, pa je že pri nas in skoraj do postavljene diagnoze. Medtem ko pri veliko ljudi, predvsem tam nekje v srednjih letih, po 60. letu, kjer se tudi srčno popuščanje je vse pogostejše, pa lahko nastajajo te težave nekje postopno, potiho, vedno manj je zmogljiv, pa to nekje, ker nastaja postopno, kar nekje vzamemo v zakup, ne. Rečemo, sem pač starejši, pa nimam kondicije, je bila korona, se nisem toliko gibal, ne. Je kar nekaj dosti izgovorov, ne. Tu so tudi razlike med ženskami in moškimi, mogoče smo ženske tiste, ki smo bolj občutljive na te svoje težave, ki nastajajo, sploh odtekanje nog, ki se pojavi. So eni taki znaki pa dušenje, ki jih prej privede do zdravnika. Tako da dostikrat traja kar že nekaj časa, preden recimo dobim nekoga v ambulanto, že kar z res hudimi težavami srčnega in znaki srčnega popuščanja. Mislite, da je to na strani bolnikov, da se težko pa dolgo časa odločajo, preden poiščejo pomoč, ali je to bolezen težje odkriti?
Ja, tu je kar več momentov, bi rekla, pri tem odkrivanju teh znakov srčnega popuščanja. Eno je sigurno neosveščenost ljudi. Zato so potekala, pa saj še vedno potekajo ta, bi rekel, evropsko ozaveščanje o srčnem popuščanju, kjer smo Slovenci aktivno kar zelo resno sodelovali nekje do korone in smo bili tudi kar vodilni in uspešni pri osveščanju našega prebivalstva v Sloveniji o srčnem popuščanju. Ker to je zelo pomembno, da ljudje vejo, kakšni so znaki, kaj je treba takrat narediti, na koga se obrniti. Seveda je tudi dostopnost do zdravnika, do zdravstvenega sistema dostikrat težka. Nenazadnje so to med njimi tudi tisti, ki so aktivno prebivalstvo. Se bojijo nekje iti v bolniško, pa rečejo, pa sej še ni tako hudo, in potem nekje zavlačujejo z obiski pri zdravniku, a ne. Treba se je naročati. Do specialista vemo, da so zelo dolge poti, da pride nekdo do tja. Tako da bi rekla, je na nas vseh, od družbe, ki mogoče premalo osvešča ljudi o tej zelo hudi bolezni, katere, to je ena izmed srčno-žilnih bolezni, katere pojavnost, pogostost narašča, izmed teh bolezni, se pravi družba, posamezniki, osveščanje, dostopnost do zdravstva, to je kar več teh prepletov. In želimo si, da bi bilo tega res, bi rekel, teh manjkov čim manj, da bi imeli ti bolniki čim prejšnji dostop do zdravstvenega sistema, do dobrega zdravljenja. Kaj pa bi bilo en tak optimalen čas od tistega, ko pač posumiš, da gre za neko da bi lahko šlo za srčno popuščanje, da se ti pokažejo neki znaki, pa do diagnoze in do samega zdravljenja potem, kaj bi bil optimalen čas? Ja, saj veste, optimalen čas, čim prej, tem bolje, a ne. Čim prej, tem bolje, ampak nekje optimalen čas je pravzaprav pristop bolnika s težavami k osebnemu zdravniku, a ne. In osebni zdravnik, če ima pred sabo nekoga, ki ima znake, da mu noge otekajo, da ga duši, da tudi pri kliničnem pregledu on ugotovi, da ima neke pokce nad pljuči, da so take razširjene vratne vene, otekline, a ne, da on to že zazna s kliničnim pregledom in potem z osnovnimi preiskavami, se pravi posnetek EKG-ja, osnovnega laboratorija, rentgenskega slikanja pljuč, to lahko že zdravnik naredi in postavi eno veliko verjetnost, da pri nekomu, ki ima rizične dejavnike, se pravi, da ima povišan krvni tlak, je sladkoren bolnik, ima povišane maščobe, ima preveliko telesno težo, je kadilec, se pravi, da ima tudi neke rizične dejavnike za razvoj srčno-žilnega sistema, lahko že osebni zdravnik, bi rekel, posumi, da gre pri nekomu z veliko verjetnostjo za srčno popuščanje in začne že v osnovi zdraviti to njegovo bolezen. Se pravi, visok krvni tlak, mu da osnovna navodila glede soli, glede maščob, glede aktivnosti, glede spremljanja svojega tlaka, srčne frekvence, teže. Se pravi, to se lahko že naredi tam in se postavi en velik sum, da gre za srčno popuščanje, potem pa se takega bolnika napoti do specialista. Zelo si želimo tudi, se pravi, mi specialisti, kardiologi, internisti, da bi imeli družinski zdravniki tudi dostop do enega, se pravi, laboratorijske preiskave, markerja za srčno popuščanje, to je ProBNP, se reče strokovno, da bi bil že nekje tak screening v vseh ambulantah družinskega zdravnika, kjer bi lahko z neko negativno vrednost, z veliko verjetnostjo izključil srčno popuščanje. Če pa bi bile vrednosti povišane, pa lahko, to je še en dodaten znak, da je prav, da takega, bi rekel, bolnika čim prej pošlje do specialista, kjer se opravi še potem nadaljnja diagnostika. Nekako sem razbrala iz tega, kar ste povedali, da danes se to še ne dogaja, da so to nekje želje, da bi v prihodnosti bilo.
Zdaj trenutno pa verjetno veliko bolnikov čaka na vašo obravnavo oziroma pri vas specialistih. Ja, sigurno. V zdravstvenih domovih nimajo povsod možnosti določanja tega ProBNP-ja. Jaz izhajam iz Koroške, na Ravnah ta možnost obstaja, tako da se zdravniki lahko poslužujejo in potem tudi mogoče bolj za neko vnemo nas iščejo, da čim prej opravimo še potem to dodatno diagnostiko. Ampak upam, da bo združenje kardiologov, predvsem za to smer srčnega popuščanja, s temi podbudami dovolj glasno, tudi o podpori bolnikov, da bo ta preiskava, ta osnovni screening dostopen tudi širše. Tako da to si želimo. To si želimo, ja, ravno to sem želela reči. Vmes ste že povedali, pa namignili tudi na nekatere preventivne dejavnike, a ne, omenili ste kajenje, pa gibanje, pa izogibanje določenih hrani. Če mogoče lahko strneva, katera bi bila ta priporočila, ki sicer veljajo za neko splošno zdrav način življenja, ampak še posebej pa za bolnike, ki imajo že določene težave s srcem. Ja, vse ti dejavniki tveganja so pravzaprav za vse te kronične bolezni, ne samo srca, tudi za ledvične kronične bolnike, vse te nekje skupni sladkorne bolnike, se pravi, mi bi rekli, ki nikoli nismo kadili, lahko rečemo opustitev kajenja takoj, To je en tak ukrep, ki si ga želimo, sploh če gre za bolezni ožilja, bi rekel, perifernega, srčnega, koronarnih žil, možganskega ožilja. Res, cigareti, nikotin je tisti, ki je zelo, bi rekel, negativnih dejavnikov tveganja. Potem dejavniki tveganja so dejansko premalo aktivnosti. Premalo aktivnosti in gibanja, ker to, če smo dosti aktivni, ugodno vpliva na vse. Nižamo si krvni sladkor, če smo že diabetiki, znižujemo si krvni tlak, če imamo povišanega, znižujemo si maščobe, pa tudi nekje stres zmanjšujemo z aktivnostjo, In Slovenija je lepa, imamo toliko lepih kotičkov, tudi, bi rekel, z čistim zrakom, kar je tudi pomembno, bi rekel, polucija ozračja je tudi zelo neugoden dejavnik tveganja, da si najdemo, bi rekel, to možnost in čas, da se, bi rekel, privoščimo to gibanje, predvsem to aerobno gibanje je za te bolnike zelo pomembno. Stres sem že rekla, da je eden izmed pomembnih dejavnikov tveganja, ki pa ga tako z lahkoto mogoče rečemo, izogibanje stresov, pa vemo, da v vsakdanjem življenju to ni enostavno. Da dostikrat rabimo neko pomoč, suport strokovnjakov, oseb, ki se na tem področju, bi rekla, s tem, bi rekla, ukvarjajo. Tako da so različni centri tudi sedaj za pomoč, tudi na periferiji, v družinskih zdravnikih, kjer imajo to psihosocialno pomoč kar dobro razvito in bi bilo potrebno te bolnike mogoče napotiti tja. Včasih se večkrat pozablja na to dejavnost, ki je nekje blizu nas, pa je ne izkoristimo zadosti. Tako da vse ti dejavniki nekje bi jih mogli preprečevati, zniževati telesno težo ob tem tudi, kar smo rekli, z gibanjem, da jih preprečujemo, da odložimo to razvoj tega srčno-žilnega popuščanja čim dlje in da ohranjamo zdravje čim dlje v pozno starost. V Sloveniji imamo en tak lep rek, zdrav duh v zdravem telesu, pa mogoče res na ta vidik stresa pa psihičnega počutja pogosto pozabljamo, tako da sem vesela, da ste opozorili pa spomnili na to izredno pomembno področje duševnega zdravja. Ja, res, ja. Zdaj pa mogoče, kaj pa, če vse to ne pomaga, če pač zadeva ne deluje, potem je pa potrebno neka zdravniška obravnava, zdravljenje, kako uspešno je to, kako lahko zdravite srčno popuščanje?
Ja, že veliko let delam v tej ambulanti za srčno popuščanje. Smo eni izmed prvih v Sloveniji, ki smo to ambulanto nekje ustanovili, glede na potrebe bolnikov, in to že nekje od leta 2005 v bolnišnici Slovenj Gradec. In te ambulante se mi zdijo kar ključne za potem zdravljenje teh bolnikov z srčnim popuščanjem. Ker te bolnike je treba spremljati. Te bolnike je treba potem, ko postavimo končno diagnozo srčnega popuščanja, se pravi, to diagnozo pa postavimo potem, ko pride do nas v bolnišnico, z določitvijo tega markerja, kjer imamo pa vse bolnišnice to dostopnost, in seveda z ultrazvokom srca, ki je na nek način zlati standard, da pri nekomu potrdimo srčno popuščanje. Imamo dve obliki srčnega popuščanja, z ultrazvokom to lahko določimo, bolnike, ki imajo ohranjen iztisni delež srca, ali pa tisti, ki imajo oslabljen iztisni delež srca. In bi rekel, na osnovi te delitve te naše bolnike z znaki, ki jih imajo, in z, bi rekla, postavljeno diagnozo s pomočjo ultrazvoka, lahko tudi uspešno zdravimo. Moram reči, da imamo v Sloveniji res nekje možnost do tega dobrega zdravljenja za srčno popuščanje res dobro razvito. Imamo vsa 4 osnovna zdravila, ki so pomembna za srčno popuščanje. Prišle so nove smernice za srčno popuščanje, kjer bolnikom čim prej, ko mu postavimo to diagnozo, začnemo z zdravljenjem praktično z vsemi temi, rečemo, 4 stebri zdravljenja srčnega popuščanja. In smo zelo veseli, da so v določenih smernicah tudi prišlo zdravljenje za bolnike, ki imajo ohranjen iztisni delež, a je motena raztegljivost srca, in prav tako potrebujejo čimprejšen pristop in zdravljenje za srčno popuščanje. Tako da dobra zdravila imamo pa tudi, če je potrebno, če zdravila ne zadostijo, ker imamo bolnike s hudim srčnim popuščanjem, napredovalim srčnim popuščanjem, vse možnosti za, bi rekel, napredno zdravljenje srčnega popuščanja s pomočjo matičnih celic, s pomočjo raznih vsadnih naprav, ki izboljšujejo funkcijo srca, in nenazadnje tudi transplantacije srca, kar vemo, da smo Slovenci na prvem mestu v svetu po številu transplantacij na milijon prebivalstva v svetu in zelo uspešnim, bi rekel, pristopom do te dejavnosti in dobrim preživetjem teh bolnikov. Te ambulante za srčno popuščanje so res pomembne, kot sem rekla, ko je postavljena diagnoza, ko ima nekdo predpisana vsa temeljna zdravila za srčno popuščanje, je treba takega bolnika vsekakor spremljati, ne. Določena zdravila je treba tudi titrirati, odmerjati, višati, določena nižati, glede na recimo bolnikove težave z nizkim tlakom, potem določena zdravila pa so, hvala Bogu, ta nova zdravila, SGLT2 inhibitorji, ki so zdaj eno pomemben steber v tem zdravljenju srčnega popuščanja, pa ne rabijo titracije, ampak samo redno jemanje. V teh ambulantah mi bolnike spodbujamo, da redno jemljejo terapijo, da se ne ustrašijo, če jim krvni tlak nekoliko pade, pa določena zdravila potem kar opustijo. Jih moramo naučiti, da jim ne damo zdravila pri srčnem popuščanju za nižanje krvnega tlaka, ampak zato, da izboljšujemo iztisni delež prekata, da izboljšujemo njegovo kakovost življenja z temi zdravili in da jih je zato treba vestno in redno jemati. Svojci imajo tu pomembno vlogo. Pri nas v ambulanto za srčno popuščanje prihajajo pravzaprav vsi z svojci. Izjeme so mlajši ljudje, ki prihajajo sami. Ampak vemo, da so starejši ljudje tisti, kjer je število teh bolnikov vse večje in večje. In ti prihajajo svojci.
od vnukov do otrok z njimi, da še tisti slišijo, kaj je pomembno. In to so en pomemben vezni člen, da potem spodbujajo te ljudi, da redno jemljejo zdravila, njih naučimo meriti te parametre, krvni tlak, redno spremljati težo, voditi dnevnik teh njihovih težav, da ko pridejo k nam ambulanto, nam to pokažejo in potem skupaj na osnovi meritev njegovega stanja, laboratorija, lahko določimo potem optimalno zdravljenje za te bolnike. In tu pri tem, bi rekla, spremljanju smo tudi s pomočjo telemedicine lahko marsikomu zelo hitro titrirali zdravila, brez da bi bil potreben po prvem pregledu že takojšen pregled pri nas, ampak s pomočjo nekih realnih vrednosti beleženih, tlakov, teže, klica bolnika, poznavanja bolnika, smo lahko uredili mu terapijo tudi na daleč. Tako da imamo več možnosti, ampak izpod nadzora mislim, da ni dobro, da te bolnike spustimo, ker tudi to je gre za eno najtežjih, bi rekel, bolezni z veliko smrtnostjo in če ga dobro vodimo, lahko preprečujemo smrtnost, zmanjšujemo hospitalizacije in seveda dvigamo kvaliteto življenja tem bolnikom. Vi ste tudi aktivni v Društvu za zdravo življenje, sem videla na spletni strani. Ja, sem kar aktivna, marsikje moram reči. No. Sem strokovna mentorica Koronarnega kluba Mežiške doline, vodim eno Kovita, Koroško društvo za zdravje, kjer se tudi trudimo, da spodbujamo ljudi k zdravemu načinu življenja. Tako da se mi zdijo te dejavnosti v teh klubih, spodbujanja bolnikov, bi rekel, po vseživljenjski rehabilitaciji, z spremljanjem njihovih dejavnikov tveganja, ki vemo, da jih je včasih težko sam nekje vzdrževati na nekem nivoju ali se držati določenih pravil, spodbudo nekje sotrpinov, sobolnikov, bi rekel, članov, ki so v nekih klubih, pa gre to lažje, sploh če so še zraven pridruženi vaditelji, recimo kot strokovni mentorji, potem je uspeh dober. No, in moram reči, da v teh klubih pa to rada sodelujem, ker se mi zdi, da je to res ena velika dobrobit za te bolnike. To lahko samo potrdim, so tudi naše izkušnje take, da je to druženje ljudi s podobno izkušnjo izjemno dragoceno, tako za bolnika samega kot za svojce. Sigurno. Nekako vidim, da če imaš srčno popuščanje, je dobro, če živiš na Koroškem ali pa nekje pač na tistem območju, imate tako, moram reči, precej dobro organizirano pa pokrito, tako da so vaši pacienti gotovo zelo zadovoljni. Upam, da je tudi drugje po Sloveniji tako, sicer pa se bomo malo po vas zgledovali. Ja, res, ja, hvala. Srčna hvala za ta pogovor.